In kot smo obljubili tudi danes zjutraj čizares o martinovanju, ki je praktično tu z nami, gospod Jure Strus, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Bomo rekli tak, naš turistični ata, ne? Ja. To še verjetno noben ni rekel, ne? Ja. Vsaj ne javno, tako da odkljukano. 3. november. Do 11. je zdaj še malo, ampak začne pa se že 7. In ko govorimo o martinovanju oziroma štajerskem novem letu, ki ga radi praznujemo v našem mestu in je naš osrednji praznik, pravzaprav imamo res bogato tradicijo. 40 let v bistvu praznujemo letos, ne? Ja, to drži, 40 let bogata tradicija, kot vidim, pol studija je mlajšega, Ja, 40 let, dva smo pa malo preko, ne? Malo. Jaz dobro delam, da nadoknadim to. Zagotovo gre za eno izmed najstarejših prireditev tu v naših koncih, na katero smo Mariborčani in Štajerci zelo ponosni. Zdaj, če bi preko palca ocenil, ne, v teh 40 letih, pa če govorimo samo o srednji prireditvi, ki je na 11. je to že nekje 1 milijon obiskovalcev. Glede na to pa, da v zadnjih letih širimo tako po dnevih, kot tudi po prizoriščih, pa se bo seveda ta številka še dvigovala. Rapidno. In zdaj, kdaj ste začeli, oziroma kdaj ste na Zavodu za turizem zaznali, da tudi iz sosednjih držav, iz sosednjih mest, ja, ampak da tudi je tu mednarodna udeležba, recimo, in kakšna je in odkot prihaja največ gostov? Ja, zdaj sistematično se s tem ukvarjamo recimo zadnjih 5 let, ampak tudi prej so bile te težnje. Martinovo je vedno bil tak en, bom rekel, temelj, na katerem smo gradili našo vinsko zgodbo, poleg najstarejše trte seveda, in v zadnjih letih je pač ta odločitev nekako dozorela, da je lahko to naš Oktoberfest, tako imenovan, kar pomeni, da potrebuje več dni, več različnih prizorišč, različne dogodke, različno ponudbo, in seveda, da je uporabniška izkušnja, kar se le da dobro. To je. Zato, ker rekli, da je, ne? Zato, ker najboljše je takrat, ko grejo eni domov, pa se pol drugi dan menijo, kaj smo že? Kje smo že? To že bilo? Ne, ampak čiza res, martinovanje je veliko več kot samo tista največja zabava, ki je 11. Zato tudi več različnih prizorišč, ker je tudi, bomo rekli, tak Martinov feeling drugačen. In začne se v petek. In zdaj petek in sobota je osnovno martinovanje tu na Koroški, ne? Od 10. zjutraj naprej. Ja, torej od tega začetka nas ločuje še slabih 100 ur, ja. Natančno 98, takrat se bo v bistvu vklopila Koroška cesta, na njej se bodo predstavili vinarji in tudi, bom rekel, ponudniki kulinaričnih specialitet. To se bo odvijalo v petek in soboto med 10. in 8. uro. V obeh dneh smo tudi poskrbeli, da bodo ljudje imeli kam po 8 uri zaiti, to je seveda Vinak, ne, kjer se bodo dogajali after party. Potem pa seveda tudi pomembno je, da smo Primestje vključili v ta naš projekt, ne, kar pomeni, da od sobote do nedelje bo možno še obiskati Limbuš, Kamnico in Malečnik. Tako, in povsod bo seveda veselo in povsod bo malo drugače. Je pa res, da ni samo, tudi ko govorimo o petku in soboti, ni zdaj samo to martinovanje na Koroški za pokušino, pa tam še veliko več imamo, recimo, ne vem, tržnico Dobrotna v srednji mariborski tržnici, pa na Grajskem trgu se bo dogajalo, ne, na Trgu Svobode. Drži, pa tudi ne samo to, ne, imamo tudi vodenja po mestu, tako da teh stvari bo ogromno. Jaz predlagam, da ljudje seveda spremljajo naše digitalne kanale na Visit Maribor in bodo zvedli za podroben program. Ja, ker je recimo v soboto, gledam, je tudi tako imenovani brezplačni sprehod z naslovom Od špricerja do najstarejše trte. Ja, to je v bistvu ta pot, ki jo želimo v bistvu prehoditi, ne, špricerju se seveda ne odpovedujemo v Mariboru, ampak vseeno v zadnjih letih so vinarji razvili tako dobra vina, da se jih da piti tudi na kozarec, in to, bom rekel, zelo raznolika vina. In to je ta pot, ki jo želimo tudi mi prehoditi. Se pravi, da martinovanje postane sodobna, urbana prireditev z mednarodnim značajem in seveda, da se na njej pokaže naše najboljše, to pa so vina in kulinarika. Ja, in tu smo v sami špici in res je, kak je ta zgodba postala veliko bolj resna, ker zdaj, če spremljamo, ne vem, zdaj čez palec bom rekel 15
let nazaj, si rekel martinovanje ali pa 20 recimo, pa si imel takoj v mislih pač to, kar je bilo, pa napajalnike pravzaprav in to je to. Ampak seveda je Martinovo in to, kar lahko ponudi Maribor, veliko več in to ste zaznali. Ne? Ja, drži. Zdaj, ko gledam tudi sam nazaj, ko še nisem bil v turizmu, ne, je to pač veljalo za zabavo, ne, za čago, tudi za, bom rekel, bolj veselo prireditev, ne. Ampak mislim, da so tudi naši predhodniki se že izredno trudili, da bi to dvignili na višji nivo. Preprosto je pa v zadnjih letih dozorel čas, da nam je to tudi uspelo. Ja, vidno pač ne, so neke okoliščine, ki so potrebne, da se stvari zgodijo. Pa se mi zdi, da tudi praznik kot tak drugače dojemamo. Ga imamo vseeno bolj za kulturnega. Tudi recimo odnos do pitja vina se je spremenil. Ni več samo špricer, ampak so tudi degustacije in vse ti zadeve, ki sodijo zraven. Ne? Ja, prav tem stvarem dajemo na Zavodu za turizem Maribor največji poudarek, ne, preko najstarejše trte, kjer je možno seveda vsa vina degustirati, več kot 200 etiket imamo v naši zbirki. Isto se pa dogaja pri vinarjih. Ne. Vemo, da so se v zadnjih letih posodobili, pa ne samo v kleteh, tudi v stranski ponudbi, ne, ki se tiče kulinarike. Ne. Tako da tu je res polje možnosti in verjamem, da bo naslednjih 40 let zelo pestri. 98 ur je torej do začetka martinovanja 2025. Jure Struc je v tem studiu, nadaljujemo takoj potem. Čez 8 je manj kot 98 ur je do začetka martinovanja 2025. Jure Struc, še enkrat dobro jutro. Ja. Lepo, da si direktor Zavoda za turizem, zame čas, ker zdaj vem, da so polne roke dela. To je vseeno eden od osrednjih dogodkov v letu. Ne da drugače ne delate vrhunsko, kar seveda potrjujejo tudi številke, ampak zdaj vseeno to tu. Ne? Ja, če kdaj, pol zdaj, ne? Ker vemo, da to je naš praznik, mariborski, pa tudi štajerski, ne? Vemo, da se ta martinovanja kar so se razpasla, ne samo po štajerski, tudi po Sloveniji in normalno je, da smo takrat najbolj pripravljeni. Ne? Ekipa, vem, da je že nestrpna, da se začne. Z enim očesom sicer že gledamo v čarobni Maribor, ki bo 27. novembra. Nekaj dni zatem, ampak vseeno, zdaj je naš fokus na martinovanju. Absolutno na štajerskem novem letu in pač najbolj vesel mesec je november, kakorkoli obrneš. Tudi to je unikum v bistvu v našem mestu. Vsi se nekako veselijo, ne vem, junija ali pa maja. Ali pa decembra, ne? Mi smo pa že novembra. Mi smo že novembra, tisti ta pravi. Okay, zdaj v petek... Po občutku bi rekel, da tudi eden izmed najkrajših. Ja, res je, dosti dni sfali, tako sploh ne veš, kaj se je že bilo. Kaj je to, kar zletelo mimo? Ok, torej petek in sobota smo rekli, je poudarek na dogajanju na Koroški cesti, oba dneva after party v Vinagovi kleti po 8 uri zvečer z različno ponudbo. V petek recimo bolj DJ-ji, v soboto Natalija Verboten, Alfi Nipič in skupina Bratje v Vinagovi kleti, tako da veselica se začne in vse skupaj potem počasi raste. Zdaj nedelja in ponedeljek več martinovanj v okolici, ne? Smo rekli Limbuš, Malečnik in Kamnica in potem je tu torek. Ja, pred torkom pa moramo še omeniti nedelja pa ponedeljek, bosta odlična dneva, da se ljudje preizkusijo v kulinariki, ne? Takrat pa tako. Tudi naš Wine and Dine, ki v 10 ponudnikih ponuja Martinove dobrote. In tudi to gremo mi te dni malo preveriti, ker ja, se veš, vse verjamemo direktorju. Verjamemo direktorju, ko reče, da je dobro, samo veš, kak je. Ja, dobro je, samo takrat, ko pač gre skozi. Tako. Ko lahko ta proba. No, ampak je ta Wine and Dine se tudi zelo dobro prijemlje, ne, ta produkt. Ja, vsako leto je v bistvu boljše, je pa to bil odgovor na potrebo, ki jo imajo naši obiskovalci mesta. In to je, da ko hočejo preizkusiti Martinove, bom rekel, ponudbe, vsi, ki so vključeni v to ponudbo, vemo, da so odprti, ne? Ker vemo, da v tem obdobju vinogradniki, vinske kleti, tudi tisti, ki so ponudniki hrane, včasih imajo kako drugo delo, ne? In z Wine and Dineom, z tem projektom smo dosegli ravno to, da takrat so v tistem času odprti in imajo izvrstno ponudbo. Ja, kdo vse, recimo, če lahko koga izpostavimo, kako to zgleda, kje se lahko ta stvar naroči oziroma kje se lahko zagotovi? Najlažje je preko spletne strani Visit Maribor, tam so vsi ponudniki not navedeni in se je možno tudi termine rezervirati. Tako, in da imaš lepo nedelja, ponedeljek gastronomsko, pol pa smo pri torku, 11. novembru, seveda takrat pa bo trk Leona Štuklja
z celo serijo nastopajočih, seveda Saša Avsenik je verjetno prvo ime, pa potem bo tam tudi pihalni orkester Pošta Maribor, Akademska folklorna skupina Študent, Pajdaši, Karneval band, skratka bo, ne? Mislim, cel dan bo zabavno, začnemo ob 11 na 11 minut, tako kot vedno. Ja. Moramo tudi omeniti povorko, ki se bo skozi mesto zgodila, začnemo pri najstarejši trti in potem vinska kraljica z vsem spremstvom, malečniškimi brači, tudi županom in še kom gre čez mesto in seveda pozdravi meščane in vse obiskovalce. Jo, super. Tako da to se tudi tako rojeva ta zgodba. Sveda, imam še eno bistveno vprašanje, o katerem ne vem, če ste razmišljali, pa mogoče bomo zdaj ampak še pred tem pomembno je povedati, da fajn je, da si privoščimo, nič ni narobe, če se poveselimo, delamo to po pameti in predvsem, kako je poskrbljeno tudi za varnost. Ja, tu pa moram reči, da vsako leto več poudarka damo ravno na tem, zato v sodelovanju z mestno občino Maribor poskrbimo, da so možni tudi brezplačni prevozi z javnim potniškim prometom, ravno zato, da ljudje ne bi iskali drugih transportnih sredstev, lahko pridejo varno v mesto in iz njega. Zdaj pa, glede na to, da imamo vsako leto večje ambicije in bi drugo leto se radi tudi bolje pozicionirali kot vinska destinacija, bi pa vsem predlagal, da tudi pijejo res po pameti, zato ker letina je bila dobra, ampak nekaj še mora ostati za drugo leto. Ja, ne bo vse, čeprav se pravijo, sami sebi vsega pravijo, da ni bilo dobro v kleti, če ni februara, nažalost ne blesi so. Ne, ampak jaz verjamem, da so naši vinarji to zagotovili, da ne bo sfalilo. Je pa še ena stvar, zdaj vemo, mnoga mesta, tudi v Sloveniji, recimo, pa damo za primer Ptuj, ko imajo pač največje dogajanje v letu, pol dajo za par dni tudi recimo upravljanje občine ne vem, da na Ptuju karnevalskemu princu, ne, ali smo razmišljali, da bi tudi mi imeli kakega Martinovega kralja. Pa slučajno Jegra gledaš. Ja, cel čas. Zdaj to je zagotovo za širšo debato, ne? Vemo, da Martinovo, takega kot ga poznamo, je uspešno ravno zato, ker v mestu se vsi povežemo okoli tega projekta, bi rekel, da je kar mestotvorni projekt to, ne? Tako da mislim, da je to za širšo debato, ampak če gledam pa na izkušnje Ptuja, se takrat dobenemo nič ne zgodi in tudi dobenemo krona ne pade z glave, tako da tista oblast mirno preide iz enega na drugega. No, vidiš, tako da bi ti lahko mirno prešel. Jaz bi komod lahko malo sedel pač malo bi par občin še priklopil tisti čas. Tako, to. No, ampak šalo na strani, jaz, ko gledam ta program, ki ga najdete seveda na Visit Maribor, je res izjemen. Zelo ste se potrudili, jaz verjamem, da bo Martinovanje 2025 najboljše do zdaj in seveda obveza za naprej. Ja, zdaj to bi rekel, da v 40 letih se je ogromno spominov oblikovalo okrog tega Martinovanja in 40 bo zagotovo eno izmed bolj nepozabnih, ampak če pa bi kdo želel mogoče malo v zgodovino pogledati, pa na voljo tudi ena razstava, ki bo na ulici Škofa Maksimiljana Držečnika, kjer je pa možno videti tudi utrinke iz preteklosti. Ok, za vse, ki se sprašujete, kje je to, Trga Leona Štuklja, gor proti Trgu Svobode, ne, tam tako. Z veseljem bomo šli pogledati, tako da ja, nič, gospod Strc, najlepša hvala za obisk danes, hvala za super program za Martinovanje, zdaj pa je na nas še, da ga obiščemo in izkoristimo. Drži, smo že pol ure bliže temu. Evo. Vidiš, malo po malo, tako s prijatelji je vse lažje in hitreje mine. Hvala lepa in ja, veselo Martinovo. Ja, tudi vam srečno.